Soroptimist klub Ptuj je bil pod vodstvom mariborskega kluba ustanovljen leta 2001. To pomeni, da so članice aktivne že 20 let in njihovo delo je humanitarno v lokalnem okolju. Vsako leto pripravijo in izvedejo različne projekte na Ptuju ter tudi v okolici. Izpostavila bi mogoče naše krožišče pri bolnišnici dr. Jožeta Potrča, ki je po mojem mnenju še vedno najlepše na Ptuju. Izpostavila bi zbiranje sredstev za mamograf, to je bil en ogromen projekt, ki res moram reči, da smo zelo vesele, da smo ga uspeli izpeljati s pomočjo Ptujčanov in podjetij, ki so tukaj pač pomagala in donirala. In potem kasneje smo tudi pomagali pritegniti program Dora na Ptuj, kar pa je za ženske zelo velikega pomena. Če še naštevam naprej, naši koncerti, ki so bili vedno dobro obiskani, sprejeti, s pomočjo teh koncertov smo ogromno denarja pridobili, ki smo ga potem lahko porabili za otroke, za pomoč otrokom in pa posameznikom, ki so to pomoč potrebovali. Pa še nadalje mogoče naš turistični okvir, ki smo ga skupaj z Talumom postavili in si brez njega Ptuja zdaj skoraj več tudi ne moremo predstavljati. Pa male knjižne hiške, s katero smo bralno kulturo nekako probali približati in pa knjige posameznikom in so se potem nekako kar razrasle po celotni ptujski občini in še drugje, pa štipendije nadarjenim dijakom ali študentom in mislim, da je to res nekaj večjih stvari, ki se jih splača izpostaviti. Prvi Soroptimist klub so ustanovile ženske v Združenih državah Amerike. Klubi po vsem svetu delujejo po istih pravilih in ženske različnih poklicev, članice ptujskega kluba pomagajo različnim ciljnim skupinam ljudi. Soroptimist klub Ptuj pravzaprav je humanitarno društvo, pa tudi veliko več kot to. Mi želimo pomagati posameznikom, ki so pomoči potrebni, želimo pomagati otrokom, želimo pomagati študentkam ali študentom, dijakom, želimo pomagati oziroma prispevati nekaj za Ptuj, tako da naše delo je zelo široko in na naši klopci je ena misel: pomagati pomeni živeti. In to se mi zdi, da zelo dobro označuje to, kar dejansko mi delamo. V sklopu dogodka o predaji nove klopce ljubezni na Gomili je prišlo tudi do menjave v vodstvu kluba Soroptimist Ptuj. Po 2 mandatih na mestu predsednice je Tanja Tučič predala vodilno mesto novi predsednici Mirjani Petrovič. Je bilo drugače, kot sem bila navajena, seveda prvič. Zato, ker je pač se zelo na začetku začela korona, začelo se z odpovedjo našega koncerta, imeli smo ovire na vsakem koraku, nismo mogli delovati tako, kot smo navajeni, ampak nekaj smo naredili, sem zadovoljna in z veseljem predajam zdaj predsedovanje v roke novi predsednici Mirjani Petrovič in verjamem, da bo tudi ona delala v tem duhu in da bomo delali skupaj naprej. 20. obletnico kluba Soroptimist Ptuj so članice zaznamovale s postavitvijo klopce ljubezni. Idejo je dobila pravzaprav naša članica Tjaša Margolej Jukić, ko je čitala eno revijo, v kateri je bila predstavljena ena taka klopca ljubezni in seveda tako je pač nekako smo se navdušili nad to idejo in glede na to, da klub Soroptimist Ptuj letos praznuje 20 let in našega praznovanja v klasičnem smislu, kot smo ga pač planirali prvotno, ni bilo možno izpeljati, smo rekli, pa dajmo potem postaviti klopce ljubezni in naj bo to en tak prispevek Soroptimist kluba Ptuju in Ptujčanom in ideja je potem se tudi realizirala in klopca ljubezni zdaj tukaj stoji. Sredi poletja sem v eni reviji zaznala, da obstajajo klopce ljubezni, seveda potem sem se pa poigrala po internetu in ugotovila, zakaj gre. Ker pa jih je že toliko in zmeraj so na najlepših točkah, se mi je zdelo, da se to zasluži tudi Ptuj. Leta 2013 je Klemen Klevže naredil prvo klopco ljubezni, ki so jo postavili na Boču. V zadnjih letih izdelovalcu klopc Klevžetu pri postavljanju in izbiranju lokacij po Sloveniji pomaga tudi Gregor Krklec, ki se je udeležil otvoritve na Ptuju. Dejansko je že posebno zaradi tega, ker je Ptuj najstarejše mesto v Sloveniji in smo zelo veseli, da nas je sprejel v svoje okrilje. Pogled je čudovit na polje, na jezero, na ostale griče, tudi sam sončni zahod pričara oranžno nebo in pa tudi gorice naokoli, jesenske barve, tako da mislim, da je čudovita lokacija in tudi zaradi tega posebna. Kakšna pa je sama klopca? Sama klopca je tipska, kot vse ostale naše.
iz slovenskega macesna, naoljena in pričakovano z dolgo življenjsko dobo. Ob postavitvi klopce ljubezni so upoštevali varen dostop, lepo naravo in čudovit pogled. Ko smo se mi odločili, da bomo jo imeli, smo našo članico Nuško, ki je sicer županja, Nuška Gajšek, vprašali, kje bi naj to bilo. Ona je dala eno idejo, ki je bila sicer super, še posebej zato, ker je bilo na občinskem zemljišču, toda avtorja tega projekta sta to zavrnila. In sta rekla, klopca mora biti tam, kjer se ne da priti z avtomobilom, kjer se ne da priti z motorjem ali kolesom, kjer se je treba malo potruditi, da bi prišel, in ko prideš do tja, je lep razgled. No, potem smo 200 metrov više našli in to je drugi najvišji vrh v naši ptujski občini, Gomila, in avtorja sta bila zelo zadovoljna z to lokacijo. Potem so nam pa prišli na pomoč vsi tisti, ki smo jih potrebovali. Klopca je že stala in ta, ki je postavil, je dovolj, da naredimo, da damo novo in lepšo. Ta, ki ima v najemu ta vinograd, je tudi dal dovoljenje. Mestna občina se je tudi strinjala, javne službe so zazidale to klopco, no in klopca stoji in je namenjena vsem, ki se radi gibajo in da obiščejo in vidijo lep razgled. S postavitvijo se Ptuj vključuje v družino klopc, ki so postavljene po Sloveniji in katere namen je spodbuditi gibanje ter hojo. Obstaja tudi gibanje, ko po Sloveniji obiskujejo te klopce. Se pravi, da pričakujemo tudi druge pohodnike, ne samo naše Ptujčane. Kakor, če gremo mi na Bled, gremo tja obiskat klopco ljubezni, ali pa če gremo na Bohinj, ali pa naslednja bo, kot zanimivost, v Trbovlju, na Dimniku, na 330 metrih. Na Ptuju so postavili 33. klopco ljubezni v Sloveniji, ki ima svojo QR kodo in nosi tudi tablico s posebno mislijo: pomagati pomeni živeti. Veste, da smo dobrodelno društvo, da radi pomagamo ena drugi in seveda tistim ljudem, ki so pomoči potrebne, tudi dajemo štipendije in tako naprej. Zdi se nam, da je srž ali sol življenja pomagati drugemu, pomagati sočloveku, ne zaradi tega, ker je to potrebno, ampak ker to plemeniti nas. Klub Souroptimist Ptuj je bil pod vodstvom mariborskega kluba ustanovljen leta 2001. To pomeni, da so članice aktivne že 20 let in njihovo delo je humanitarno v lokalnem okolju. Vsako leto pripravijo in izvedejo različne projekte na Ptuju ter tudi v okolici.